Pesnik in prevajalec Peter Semolič je od leta 1991, ko je šel njegov knjižni prvenec, pesniška zbirka Tamariša, ustvaril bogat in prepoznaven pesniški opus, ki trenutno obsega že 16 knjig. Doslej zadnja med njimi, Žalostinke za okroglo zemljo, je leta 2024 izšla pri Literarno-umetniškem društvu Literatura in avtorju prinesla nominacijo za Veronikino nagrado. Žalostinke za okroglo zemljo se zdijo spet nekoliko osebnejše Semoličevo delo, ki ga zaznamuje zanimiva dvojnost. Po eni strani gre za slogovno in tematsko zelo enotno, koherentno knjigo, ki pa je hkrati tudi knjiga zelo raznolikih, številnih perspektiv, referenc, nenavadnih obratov in zares. Več o njej pa z avtorjem Petrom Semoličem. Pred mikrofon sem ga povabila Tina Kozin. Ogrevanje. Mačka leže natanko tako, da ji prak med predsobo in delovno sobo služi za nizko mizo, na katero položi tačke, na tačke pa glavo. Zavzdihne, kajti življenje je težko tudi za mačke, in se zazre vame. Spomnim se prizora iz Betty Blue. Seks še nikoli ni bil tako čudovito umazan, ljubezni še nikoli ni bila dodeljena tako privzdignjena mesenost. Dekle je mrtvo, fant sede k pisalnemu stroju, na mizi je mačka, ki ga vpraša z glasom pokojne. Pišeš? On ji vrne pogled in reče: razmišljam. Pesem o svobodi. To je pesem o svobodi. Če jo boste vprašali, kaj je, vam bo odgovorila: jaz sem pesem o svobodi. V njej je veliko zelene barve, srednje velika jata ptic, rdeč balon na modrem nebu, pritajeno šumenje. Vprašamo pesem, ali je šumenje šumot morja ali hrum mestnega prometa. Pesem prezirljivo dvigne brado, reče: menda se ne bom pojasnjevala. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Tokrat smo jo začeli z branjem poezije našega današnjega gosta, pesnika in prevajalca Petra Semoliča. Peter Semolič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Brali ste 2 pesmi iz knjige Žalostinke za okroglo zemljo, ki bo nekako v centru najinega današnjega pogovora, ampak bi tega začela kar nekaj desetletij nazaj pri Tamariši. Nekje sem prebrala, da ste pesmi za ta svoj knjižni prvenec pisali že v dijaških letih ali celo prej. Začela sem razmišljati potem o tem, da se zdi, da je poezija dejansko integralni del vas, vaše identitete, vaš način izraza. Je ta vtis pravilen? Ja, mislim, da je. Tamariša je res nastala, se pravi, nekje v letih 84, se pravi 1984, 1986, se pravi med mojim 17. in pa 19. letom. Je pa tako, da sam sem pač te vrste pesnik, ki ne zmore kontinuiranega pisanja. Jaz pišem v premorih, sam pravim temu, da sem kampanjski pesnik. Se pravi, pišem lahko leto in pol, potem pa tudi 2-3 leta ne bom. Recimo od konca te knjige, končana je bila leta 2023, nisem nič napisal. Poezija v tem smislu ni del mojega življenja te 2 leti. In tako je bilo tudi po Tamariši, s tem, da takrat sem bil zelo mlad in sem mislil, da najbrž ne bom nikoli več pisal. Poezijo sem imel pa zelo rad. In kot se to pač vemo, nam je Freud razložil, je prišlo do potlačitve in seveda ta potlačitev pa potem proizvede sovraštvo. In tako sem imel
pravzaprav vedno nekako dvojni odnos do pesništva. Po eni strani sem ga imel zelo rad, po drugi strani pa sem ga tudi sovražil. Ampak ja, bi rekel, zdaj, ko pogledam nazaj, je pač poezija del mene. Rekla sem, da imate obsežen pesniški opus, že kako pa sami gledate nanj in morda še, da se malo premakneva tudi k knjigi, kako v tem kontekstu gledate Žalostinke za okroglo zemljo. Običajno avtorji pravijo, da je njihova zadnja knjiga najboljša knjiga. Ste tudi vi med njimi? Ne. Jaz moram reči, da nekako ne znam zares vrednotiti svojega pisanja. Tukaj imam vedno zelo velik problem. So trenutki, ko se mi zdi vse kar dobro, so pa trenutki, ko se mi zdi vse slabo. So pa pač seveda zbirke, ki so mi, ali pa predvsem pesmi, niti ne toliko zbirke, bolj ostale v spominu, kot pa nekatere druge. Spomnim se, kdaj sem jih napisal, kakšnega razpoloženja sem takrat bil. Mogoče celo razberem naknadno iz njih, bi rekel, neko ozadje, ki je to neko določeno pesem spodbudilo. Kar se tiče pa Žalostink za okroglo zemljo, se mi pa zdi, da zaključujejo nekako eno takšno mini trilogijo pesniških zbirk, ki se je začela z Drugo obalo, nadaljevala zbirko Robovi, no in ta je pač ta tretja, in ki se na takšen ali drugačen način pravzaprav posvečajo oziroma se ukvarjajo z vprašanjem, vem, da to zdaj malo grozno zveni, ampak smrti. Seveda vsaka na svoj način, s tem, da je ta zbirka pravzaprav morda od vseh treh najbolj osebna. Ja, ravno to sem želela reči, me je presenetilo, da ste jih umestili v trilogijo, ne? Ker se mi zdi ta izrazno Robovi in Druga obala drugačni od Žalostink za okroglo zemljo. Hkrati se mi zdi, da pa tudi kot knjigi bližji. Drugi sta bliže, kot pa govorimo o izrazu še vedno, kot pa Žalostinke, no. Ja, to je tudi mene, ko so začele te pesmi za Žalostinke nastajati, zelo presenetilo, da so pravzaprav kar odstopajo od tistega, kar sem zadnje čase pisal, ne. Ker po navadi je bilo vedno tako, da sem nekje tam, kjer sem prejšnjo, recimo, obdobje pisanja zaključil, tudi naslednje obdobje se je začelo. Tukaj so pa hitro šle pesmi zelo po svoje in na nek način delajo, se mi zdi, nek lok, ne samo do Druge obale zaradi te, bi rekel, tematike, ampak ravno zaradi izraza pravzaprav vse nazaj do prve zbirke, Tamariša, za katero je značilno, da gre predvsem za lingvistično poezijo. Sicer takšno, bi rekel, malo naivno, zelo intuitivno, ampak vendarle bi se dalo tiste pesmi uvrstiti v okvir, recimo, lingvistične poezije. S tem se strinjam, se mi pa osebno zdi, da ravno sem želela prej namreč reči, da ko govoriva o tem, da so Žalostinke osebna knjiga, je to treba vzeti z določeno mero rezerve, ne? Prav tako pa recimo ne bi mogla te knjige opredeliti kot čisto lingvistične poezije. Zdi se mi, da je nek tak zelo zanimiv preplet, se o tem bova še kaj rekla v nadaljevanju, no? Ampak se mi zdi, da sta obe komponenti tu pomembni, da ne gre za lingvistično poezijo zaradi jezika samega. To je pač nekaj, s čimer se celo življenje ukvarjate, kar ste nenazadnje tudi študijsko obravnavali, ne? In to motrenje jezika je tudi sicer značilnost vaših knjig, ne? Tu ste pozoren avtor. Ja, saj pač po enem nazoru, a ne,
kar postavljen enačaj med poezijo in jezikom. Recimo, mislim, da James Auden je enačaj rekel, pač poezija, to je jezik. Zdaj sam se s tem ne bi strinjal, ker se mi zdi, da nas poezija vodi pravzaprav neko paradoksalno s pomočjo besed, s pomočjo jezika v neko predjezikovno realnost. Se pravi, v čas, ko smo ljudje bili še eno s svetom, ker tisti trenutek, ko ljudje dobimo besede in z njimi začnemo svet poimenovati, se od sveta oddaljimo. Svet je samo še posredovan nam skozi jezik. In velikokrat pravzaprav jezik je ta resničnost, za katero mislimo, da je resničnost predmetnega sveta, pravzaprav resničnost jezika. Zdaj, kar se tiče jezika, sem jaz marsikaj poskušal skozi leta v teh svojih pesmih narediti. En takšen projekt sem imel, da bi šel kontra temu, čemur toku, ki se je začel z modernistično poezijo v 19. stoletju. Se pravi, da bi čim bolj ogolil jezik, da bi čim bolj ogolil besedo, da bi beseda zažirela v tistem nekem svojem najbolj osnovnem, prvobitnem pomenu. Da jezik je pač tako narejen, da tega ne moramo izpeljati zares. In tudi nisem prvi, ki je to poskušal. In sem seveda pri tem dosti fajn propadel, ampak je to en tak sladek propad. Tukaj pri žalostinkah se pa zdaj to pa obrnilo. Se pravi, sem pa začel ne hote pravzaprav, ne vede, točno rečeno, stvari plastiti. Tukaj prihajajo drobci iz različnih pesmi glasov, pravzaprav prihajajo iz različnih predelov, iz različnih smeri, te delčki se sestavljajo skupaj v različne odnose in tako naprej. In veliko je recimo etimološkega noter v tej zbirki in se pravi, jezik ni tukaj na ta način navzoč v svoji zvočni komponenti. To me toliko ni zanimalo, kot me je recimo bolj zanimal izvor besed, se pravi sama etimologija. Marsikaj človek, ko bere etimološki slovar, recimo odkrije, da recimo besede hoditi, sesti, sedeti imajo izvor v isti besedi. In veliko bi rekel, na ta način so ta pač gnezda slovarska, etimološka pristala v pesmih in zaplodila svoje strani pesem. Z ene strani sem bil jaz, z druge strani je bil jezik in jezik je nekako bil na ta način etimološki navzoč. In kaj, ko v ta jezik vstopi Peter Semolič, zdaj seveda govorimo o poeziji iz knjige Žalostinke za okroglo zemljo, tudi Petra Semoliča srečamo v knjigi. Tudi tu gre verjetno za nek zanimiv odnos. Govorila sva o posredovanosti, tega, čim vstopi med svet in nas jezik, ampak tudi mi sami sebi lahko stopamo nasproti ali pa stran od sebe z jezikom. Ja, absolutno. Jezik nam pomaga po eni strani povnaniti neka naša razmišljanja, hotenja, želje, čustva, karkoli že. Po drugi strani in z njim pridobimo distanco do teh vsebin, in seveda tudi do sebe. Sebe umeščamo lahko v neke kontekste. V poeziji, mislim, da iz starega Rima ven, so te patrici takratni, ko so pisali elegije. Treba je vedeti, da te žalostinke moje so dosti ironične, dosti smešne pesmi, dosti poskočne, čeprav so žalostinke, in da to izhaja iz enega pojmovanja oziroma razlage besede elegija oziroma elegičnega pesništva v starem Rimu, kjer elegija naj bi bila pesem za smeh, ne pesem za jok. To postane šele potem v romantiki. In ti patrici so seveda pisali o sebi v tretji osebi, se pravi Katuli, to Katulu, ono in tako naprej. Pri nas recimo v slovenski poeziji vemo, Tomaž Šalamun o sebi piše v tretji osebi, Tomaž Šalamun, ti si genij, tako naprej.
Seveda mi je bilo vedno to tako fino in sem si malo želel, ne. Ampak čim sem jaz zapisal pesem Peter Semolič, je postala mi ne samo neprijetna, ampak nobenega naboja. Nisem vedel, kaj bi s tem počel. Mogoče bi morali napisati Peter Semolič, ti si genij. Nisem. Tukaj je pa stvar karakterja. Se hecam. Ja. No, v glavnem, in potem pa tukaj sem našel en način, in sicer preko Daneta Zajca, njegove pesmi Isti, ko v bistvu zagleda samega sebe podvojenega in jasno pač to je značilnost, ne bi rekel, vseh ljudi, ne, Peter Semolič nekoč, Peter Semolič danes, to sta dva Petra Semoliča, ne, pa vmes jih je pa še njih 100 najbrž. In seveda se je zanimivo pravzaprav s sabo igrati, ne, da se v bistvu igraš kot z nekim lirskim subjektom, z nekim likom, ne, pa hkrati veš, da si ti, ne. Tako tak je zanimiv občutek, no. Vmes ste mi že odgovorili tudi, zakaj naslov. To sem vas želela vprašati. Pozneje tudi sama sem razmišljala o tem zanimivem razkoraku med naslovom, ne, ki obljublja neko bolj melanholično branje in pa to smešnostjo vsebine, ironijo, neko posebno distanco. Ampak ves čas govoriva o jeziku, zdaj že o referencah. Je pa tudi stvarnost, ne, ki stopa v to poezijo, sicer distancirano nekako in bodisi skozi drobce intimnega življenja, kot je recimo skrb za ogrevanje, ne, ali pa kot svet. In zdaj me zanima ta svet okoli nas, ki v zadnjih letih pospešeno postaja, tako kot tudi vi ugotavljate, vse bolj nor. Pa me zanima, kako ste, čisto kot ustvarjalec, recimo, doživljali to stvarnost in v kakšni meri in obliki ste jo bili pripravljeni še spustiti v poezijo, kje pa je kazalo narediti črto. Ne nazadnje, če se človek začne spraševati danes o tem, kaj se dogaja s svetom, ti pa potem, vsaj jaz to tako doživljam, no, sediš nekje in pišeš o tem pesem, lahko vse skupaj hitro postane absurdno, no. Ja. Jaz absolutno živim v nekem svetu, ne, ki je šel v bistvu iztiru kompletno, po mojem mnenju. Včasih sprašujem, je to zato, ker sem jaz zdaj pa starejši že, ne, pa več ne razumem. Ali morda tudi zato, ker smo dejansko spet, ne, seveda ta svet dobivamo mi posredovan skozi medije in vemo, da mediji sledijo slabim novicam, ne, ker se slabe novice boljš prodajajo kot dobre novice, ne. In dejansko, če niti ni treba posebej obsedeno slediti, ne, novicam dnevnim, že dovolj je, da samo obstajaš, ne, pa te se zlivajo nate galone teh novic in te v bistvu zapacajo. In en problem, recimo, ko sem začel pisati, ne, pa to ni bilo prvič, to je bilo že tudi leta nazaj, je bil ta, da sem vedno znova trčil ob to. Ne, se pravi neko fiktivno realnost, ki nastaja v meni pravzaprav ob poslušanju teh novic, ne. In kako zdaj to nekako ščistiti sebe, da lahko prideš do tistega, da bo jezik zvenel, da boš lahko pesem pisal, da boš užival v tem, da se boš lahko predal tekstu. Ne nazadnje je poezija po Georgesu Batailleju, francoskem mislecu, oblika erotizma. In če pesem ni presenetljiva za avtorja, avtorica, potem je ta pesem pač enostavno že vnaprej mrtva, ne. Seveda sem se z vsemi temi stvarmi, bi rekel, srečeval, ampak ko je pa enkrat steklo to pisanje mi, je pa tako, da se nisem
pravzaprav nič več, kaj dosti spraševal ne v sebi, ne v svetu, ne. Malo sem pozabil nase in na svet in to je bilo odrešujoče in ta stanja pisanja so zato tako neverjetna, pa se jih enači z nekimi stanji razsvetljenja, božanskimi stanji, mističnimi stanji in tako naprej, ker v bistvu v njih se človek izgubi, pa hkrati takrat je on najbolj ona, ne. Zdaj, svet pa seveda je pa vdiral, a ne glede na vse. Nisem pa hotel nekako iti v recimo neko angažirano pisanje, neposredno angažirano pisanje. Bolj obstaja pač kot nek kontekst, se mi zdi. Mogoče naj bi bila ta knjiga tudi malce odmor od tega sveta, no. Rekli ste, če te pesem ne preseneti, ne? Tudi to sem vas želela malo vprašati, glede na to, da se pač že res dolgo in z različnih vidikov ukvarjate z jezikom, če vas jezik še kdaj in pesem presenetita, ampak ste mi odgovorili, ne? Gre v bistvu za to, da te jezik popelje nekam, kamor nisi pričakoval, ne? V poeziji. Absolutno, ne. Mislim, se tudi že kot bralec, ko prebereš kakšno pesem, ne, enkrat vidiš, da te za par trenutkov zmanjkalo. Ampak to potem se narobe, tolmači, velikokrat se to tolmači kot beg, izstop iz realnosti. Ja, je to neke sorte izstop iz realnosti, ampak iz katere realnosti? V bistvu iz te, bi rekel, kulturne, družbene realnosti. Ne? To so te srečni trenutki, ko mi samo smo. Ne? Zato sem prej rekel na začetku, da te pesem popelje v to neko predjezikovno stanje, se pravi tam, kjer smo samo obstajali. Ne? In se mi zdi, da to hrepenenje po zlati dobi ali pa po raju, ki smo ga zapustili, pravzaprav hrepenenje po tem času zgolj obstajanja. Peter Semolič, če nam preberete še pesem ali dve, pa tako malo za predah in potem nadaljujeva. Bom, hvala. Freud, Bataille in potem še Jungova. Bil si še mlad in svet je bil nor iz drugih razlogov, kot je danes. Tvoj prvi hotel te je razočaral in za njim vsi ostali. Zaman si čakal, da bo receptor pozval goste, naj se preselijo v sobe z višjo številko na vhodnih vratih. Tolažil si se s tem, da si še ujel veneče cvetje na tapetah in da seks nosi v sebi obljubo prestopa. Toliko let, toliko poletov kasneje občutiš vsak kubični milimeter zraka med tlem in svojo zadnjico. Zato rečeš, ne bom rekel, da sem rekel, toda ali nisem rekel, da je neskončnost nazadnje nekaj majhnega, skoraj ničnega in da nas je lahko upravičeno strah pa nožic in mišjih brčic, delcev prahu. Vsak gospod je gost, toda ni vsak gost gospod. Tudi tu prisegaš na odtujenost, se pravi, hočeš poseliti bližino z daljavami, čeprav veljaš za gostoljubnega in se ljubeznivo dobrikaš v sodi. Bi me moralo presenetiti, če boš na koncu odložil telo v samotno sobo, se zazrl kvišku. Mogoče. Ta hip si želiš pogumno navzdol in če kdo ob tem pomisli na fatalizem, se moti. Svet je nor, ti si samo prestrašen. Peter Semolič, hvala. O tem sva že nekaj povedala. Nisva o tem, da je svet nor, ne, in v našem strahu. Nisva pa nič povedala o mački, ne, ki se suvereno sprehaja skozi zbirko in se občasno zdi kot konkretna žival, dokler se ne spremeni v paradoks ali pred bralčevimi očmi eksplodira. To so tudi ti zanimivi obranti, ki se dogajajo na različnih ravneh v zbirki, ne? Ja, ta mačka je pač najprej, se pravi, to je pa zgodba izza pesmi, konkretna mačka, to je najdena mačka, ki se jo je moja partnerica Katja prinesla v hišo
Po vsej verjetnosti jo je nekdo vrgel iz avtomobila. Je se zatekla na naše dvorišče in je potem jo Katja prinesla v hišo in od takrat naprej pač živi z nami. In tako kot se to zelo rado zgodi, je seveda prevzela komando pri hiši. Mila je, če se ne motim, mislim, če je podatek v pesmi. Mila, ja, Mila je Mila, ni vedno Mila, kateri pa prav pride, je pa zelo Mila, Jaz sem imel pač v času pravzaprav nastajanja te zbirke kar hude probleme, tudi hude bolečine in ponoči nisem mogel spati. In sem vstajal in sem hodil po stanovanju in si s tem blažil bolečine. Mačka je pač nočna žival in seveda Mila je bila neskončno zadovoljna, da ima po noči družbo in je hodila gor in dol z mano v stanovanju. In tako so minivali tedni. In ker pač me je postalo, bi rekel, dolg čas tudi, sem začel počasi kar na telefon pač malo pisati neke verze, neke pesmi in tako pravzaprav je začela nastajati ta knjiga. In normalno je, da mačka je noter, Se pa seveda potem, kot se rado zgodi, v samih pesmih transformira v marsikaj, Včasih tudi spregovori, včasih je, ne vem, ima neke čudežne sposobnosti, vidi različne dimenzije, ki so nam nedostopne in tako naprej, Ampak ja, v bistvu je pa to Mila, Kako je bilo pisati to poezijo, kajti zdi se, recimo, da ravno tudi s temi transformacijami, ki jih doživlja ne samo Mila, ampak tudi še kak lik ali pa tudi ti obrati tem, da ste se precej zabavali na trenutke. Ja, čisto odkrito rečeno, mislim, da se nikoli v pisanju nisem imel tako dobro, kot sem se imel v pisanju te zbirke. In če bi bilo po mojem, bi jo jaz še danes pisal in bi pač do konca življenja pisal, ker je bilo to obdobje res tako fantastično. Kljub vsem težavam, ki sem jih imel zdravstvenim, ki res niso bile enostavne in nenazadnje tudi kljub temu, kar se mi je takrat dogajalo v življenju, ker tudi ne ravno najlepše stvari. Ampak to pisanje je res prišlo tako pač kot nekakšen dar, in jaz sem strahovito užival in upam, da tisti bralka, ki to vzame v roko, da saj mal deležen tega užitka, Je, vsaj, če povem svojo izkušnjo. Hvala. V knjigi je tudi zabeleženo, da je nastajala v Ljubljani in na Lavrici in bila končana leta 2023. Zakaj recimo je za vas to pomemben podatek? Mislim tudi v tem smislu, da ga zabeležite v samo knjigo. Ja, vse moje knjige so nekako tako ali drugače datirane. Ponavadi na koncu napišem, od kdaj do kdaj približno so nastale. Z dveh razlogov. Čisto na začetku so moje zbirke izhajale z velikimi zamaki od časa nastanka do izida. Po večini so bile objavljene že vse pesmi po revijah in je potem še trajalo 2-3 leta, da so izšle. Zdaj v to, zakaj je pač to tako bilo, seveda je bilo strahovito zame mučno, to ne bi šel. In iz tega se je pač pri meni rodila ta navada, če sem že prve zbirke, prve 3 označil, kdaj so nastale, sem to potem peljal naprej. Druga zadeva, ki je pa mogoče bolj pomembna, je pa ta, da se sam dosti težko znajdem v času. Če mi bi kdo rekel, a se ti spomniš leta 1994? Ne, se ne spomnim, pojma nimam. Če bom pa to prevedel potem v pisanje, bom rekel, takrat sem pa to pisal, pa tako naprej, in takrat se pa nenadoma spomnim. In se spomnim, kaj se je dogajalo, kje sem bil, kaj sem počel in tako naprej. Tako da je zame pisanje pravzaprav tudi neke vrste spominjanje. In zato pač te letnice pa so tukaj zato, da jih lahko povežem recimo s tem objektivnim časom. Govorila sva o vseh teh perspektivah in referencah, glasovih, pogledih, ki se pojavljajo v knjigi. Ti kažejo tudi na neko izjemno erudicijo.
kako so vstopali v pesmi? Recimo, so ti glasovi nekaj, kar se je porajalo sproti iz vas, ali ste, ne vem, kaj pa vem, zdaj bom neko fiktivno situacijo pač dala za primer, ali ste recimo takrat ravno prebirali Batajev erotizem in je potem on se sprehodil še v vašo poezijo? Ne, po večini so to pač, bi rekel, knjige, ki sem jih bral skozi življenje, a ne, in ki so se enostavno preko tem procesu pisanja pojavljale, ne, se pravi tista prva verzija, ki ste jo povedali, da so enostavno te spontano, pravzaprav te delčki prihajali v pesmi. Sem počasi šel mečkano nazaj preveriti, kakšno knjigo vzeti v roke, da ne bi recimo kakšne misli pripisal napačnemu avtorju, ne. Ker to da se le ne ukvarjam strokovno recimo s sociologijo, ne, veliko je tukaj nekih socioloških avtorjev. Tudi ne z jezikoslovjem se ne ukvarjam, ne, poklicno, strokovno. Vse to so pač knjige, ki sem jih bral, ne, marsikaj sem pa seveda pozabil, pomešal, kot se to rado zgodi. In mogoče pa je tudi takrat, ko sem na novo kaj prebral, ne, tudi to potem prišlo v kakšno pesem ali pa jo osvetlilo, ne. Zdaj vas bom pa malo citirala. Takole pravite v knjigi, seveda bo citat iztrgan, ne iz konteksta, ampak vseeno, vsaka pesem je pesem za gledanje. Konec citata. Pa če to malo še parafraziram, če sem že iztrgala iz konteksta, me zanima, kakšnega gledalca bi želeli tej knjigi? Želel bi si takšnega, ki bi se odzival na ta humor, ki sem ga pač poskušal dodati. Tematika te zbirke je res dosti temačna, ne, žalobna, se pravi, gre za smrt, gre za bolezen in tako naprej, izginjanje. Ampak vse skupaj pa je vendarle, se mi zdi, obdelano na en tak dosti humoren način. In bi si želel seveda, da ta bralec oziroma gledalec, ne, bi to začutil in temu sledil, ker potem se mi zdi, da se ti pa začne knjiga odpirati, no, da se te pesmi začnejo odpirati. Res pa je, da pač niso pa vizualne te pesmi, a ne, to ni vizualna poezija, a ne. Je pa spet res, da je prva informacija o pesmi, ki jo dobimo vizualna, kot premo neko zbirko, ne, najprej zagledamo pesem in v veliki meri se odločimo, ali jo bomo prebrali ali ne, na osnovi tega, ali nam je vizualno blizu, všeč, ali nas pritegne ali pa ne. Ta vizualni del je tudi kar pomemben. Ja, v vsakdanjem življenju pa vedno bolj se mi zdi, da nas bombardirajo z vizualnimi vtisi. Absolutno, jaz živimo pač neke civilizacije, ki je civilizacija podobe, ne besede recimo, ali pa misli, ali pa zvoka, ne, ampak podobe. Potem pa zaključiva še malo z besedo in zvokom, da ne bojo samo podobe. Spremenjena razmerja. Nekdo je polomil rep in jo vrgal iz avta tik pred našo hišo. Katja se je jokajoči prikupila z nekaj hrane in jo odnesla v stanovanje. Skrila se je pod posteljo in milo tožila. Mila boš, je rekla. Jaz sem se spomnil svojega mizarskega porekla, odžagal sem deščico in napisal nanjo, zdaj smo trije. Katja me je potrepljala po rami in mi pokazala suho južino. Ždel je na stropu v svojem za nas na glavo obrnjenem svetu, zagoneten kot črka neznane abecede. Saj res, sem rekel, pribil deščico na vrata in popravil napis. Tu nas je nešteto. Peter Semolič, hvala. Se mi zdi, da ste dobro pesem izbrali za zaključek. Tu nas je nešteto, ne? Tudi v knjigi je nešteto njih. Ja, je. Hvala za vabilo. Spoštovani poslušalci, hvala za
pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. V njej smo gostili pesnika in prevajalca Petra Semoliča. Pretežni del pogovora smo posvetili njegovi knjigi poezije Žalostinke za okroglo zemljo, za katero je bil avtor tudi nominiran za Veronikino nagrado. Z njim sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Franci Moder.